Vodstvo mariborskega kopališča je danes pojasnilo svojo plat nedavnega incidenta, ko naj bi ženski muslimanske vere prepovedali kopanje. Če bi bila obiskovalka mariborskega otoka res v burkiniju, torej v kopalkah, ki jih nosijo muslimanke, težav ne bi bilo, pravijo. Ženska, ki jo je reševalec iz vode pozval naj zapusti bazen, pa naj ne bi bila v burkiniju, pač pa v oblačilih, ki niso kopalna. Težava torej ni v veroizpovedi, dodajajo, ampak izključno v materialu, ki ni v skladu s kopališkim redom. Mojca Hanžič. Mariborski otok prejšnjo soboto. Kopalci so opazili, kako je reševalec iz vode žensko, odeto v muslimanska oblačila, pozval naj bazen zapusti, kar je dotična tudi storila. Torej imela je navadna oblačila, ki niso primerna za vodo in temu primerno je bila opozorjena, da kopanje v takih oblačilih v bazenu ni dovoljeno. In temu primerno seveda tudi se je oseba umaknila in iz tega ni bilo dobenega incidenta, ni bilo dobenih drugih debat. Kot pojasnjuje, imajo med 100.000 kopalci, kolikor jih letno obišče, številne, ki so oblečeni v skladu s svojimi veroizpovedmi, a vstop v bazen je dovoljen vsem pod enakimi pogoji, izključno v kopalnih oblačilih. Pa naj si bodo to bikinke, enodelne kopalke ali pa burkini, kopalke, ki prekrijejo skoraj celo telo. Ponovno smo preverili še enkrat to, da ne bi prišlo do kakršnekoli napačnih informacij v javnosti in moram jasno demantirati, da gospa ni bila opremljena z ustreznimi kopalnimi oblačili tipa burkini, temveč je imela klasično obliko. Kar se pa tiče v bistvu tega burkinija, pa moram povedati, da so se na mariborskem otoku že in se bodo verjetno tudi v prihodnosti še srečevali osebe, ki imajo ustrezno kopalna oblačila tipa burkini in se tudi normalno kopajo. Nenazadnje, dodaja, je kopanje v kopalnih oblačilih del kopališkega reda večine bazenskih kompleksov pri nas.